Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Mi smo se kar dobro pogovorili in tudi bomo naslovili na inšpekcijske službe, ki so odgovorne, predvsem zdaj govorim v državnem pomenu, da bomo prišli do izboljšanja zakonodaje in pa pooblastil na posameznih inšpektoratih, da bojo lahko bolj produktivni. Enostavno, tudi za naslednjo koordinacijo smo se dogovorili, da bomo od najbolj pomembnih, tistih kritičnih inšpekcijskih služb odgovorne povabili na našo koordinacijo, ki bo v decembru. In naš predlog je samo, da se izboljša zakonodaja in da se da več možnosti ukrepanja vsem inšpektorjem po krajših postopkih. Ker to, kar je danes, odkrito povem, da postopki ne potekajo v mesecih, ampak potekajo v letih. Katera inšpekcija je najbolj počasna, neučinkovita? Najbolj je v bistvu gradbena, absolutno. Seveda mi smo pa tudi zdaj zelo udarjeni z kmetijsko inšpekcijo. Saj veste, da imamo na tem področju naših 7 občin vrsto kampov, ki nelegalno poslujejo in to na K1, torej na najboljših kmetijskih zemljiščih, in tukaj pričakujemo tudi ustrezne ukrepe. Župan, če lahko samo še nekaj, ampak zdaj ste se pogovarjali o teh ukrepih, ki so zelo na dolgi rok. Naslednja sezona bo hiter, a ste se mogoče kaj tudi v smeri, kako bi prav pri teh aktualnih težavah konkretno hitrejši ukrepati, če je možno? Konkretnega absolutno na tako kratek rok ne more biti, ker je vse vezano na spremembo in veste, da prihaja čas volitev. Samo če ne bomo opozarjali, pa da ne bomo začeli postopkov, potem bo še toliko časa stalo, mogoče pa bo en premik v naprej. Kje so pri vas na Bledu največje težave glede inšpekcijskih služb? Zagotovo pogrešamo učinkovitost, kar se tiče državnih inšpekcij. V prvi vrsti govorim o gradbeni inšpekciji, kajti mnogi občanke in občani, ki želijo nekaj storiti po pošteni poti, potrebujejo leta in leta, da pridejo sploh do gradbenega dovoljenja. Ko to zgradijo, je velikokrat težava pridobiti uporabno dovoljenje in potem na koncu vendarle imajo vse tako, kot mora biti. Mine 5, 6, 7 let. Po drugi strani pa nekdo, ki se požvižga na vso to zakonodajo, enostavno začne delati, zgradi, preuredi neko stanovanje v penzion ali kaj podobnega, hostel, in na koncu se mu ne zgodi nič, samo posluje in ima že prvo leto praktično dobiček. Pa nihče ne oporeka temu dobičku, govorimo samo o tem, da enostavno so predeli po občinskem prostorskem načrtu določeni v kraju, kje je kaj možno, in želimo, da se vsi tega upoštevajo, da vsi tega držijo. Sami nimamo teh pooblastil, da bi lahko delali red. Državne inšpekcije ga ne naredijo, občani pa pričakujejo, da ga bomo pač naredili mi. Brez pristojnosti ne moremo. Apeliramo torej, da se inšpekcijski postopki skrajšajo, da bodo inšpektorji lahko več dela opravili in pa seveda si jih želimo tudi več na terenu. Ali se to dogaja v zadnjih letih že vse skozi ali to sedaj v teh letih, ko ste vi župan? Že prej kot podžupan in še prej kot občinski svetnik sem to zaznaval. Res pa je, da je zadeva zdaj precej bolj eskalirala zato, ker je turizma vedno več je tistih, ki nekako poskušajo tudi od izven občine priti na Bled, delati denar, kot temu rečejo, in enostavno se požvižgajo na vse. Skratka, verjamem, da tole zdaj še ni nek konec, nek vrh gore, ampak da nas čaka še marsikaj bolj ostrega, če ne bomo čim prej zadev zaustavili. Se tudi pri vas srečujete z avtokempi na Bledu? Tudi pri nas se s tem srečujemo, sicer bom rekel, da je nekoliko manjši meri kot recimo v sosednji občini, pa vendar verjamem, da je epicenter vsega itak Bled in zaradi Bleda v veliki večini, in ko še v Radovljici niso slišali za kakšne težave vezane na turizem, se je Bled s tem že srečaval. In večkrat rečem, da je ta turizem ali pa vpliv turizma tudi v negativnem smislu kot nek radarski signal, ki se iz tega Bleda širi na razen, in danes verjamem, da v Tržiču teh težav še nimajo niti v Naklem, verjamem pa, da se bo ta
krog razširil tudi do teh občin, če ne bomo mi zdajle naredili počasi red oziroma država s svojimi inšpekcijami. Hvala lepa. Tokrat je bila 30. koordinacija županov Zgornje Gorenjske. Pogovor je tekel o inšpekcijskih službah. Kako pa je pri vas v vaši občini? Ja, v naši občini je zelo podobno ali pa ravno tako kot v vseh drugih občinah, ker inšpektori pač ne da samo v naši občini ne pridejo na pozive, tudi tako kot v drugih občinah ne. Zato smo se danes dogovorili in jaz upam, da bo kaj pomagalo, kar se tega tiče, da na odgovorne nekako pritisnemo z zadevamo in jim pač povemo, kje smo, da je vsa stvar prepočasi, da se ne odreagira, takrat bi se moglo dosti zgodaj ali pa pravi čas, tako da jaz upam, da bo to padlo na plodna tla. Moje osebne mnenje je, da je nepravilno to, da lahko s kaznijo človek zgradi nekaj na črno ali pa nekaj, kar ni po zakonu in s kaznijo to zadevo pelje naprej in se rešuje. Ni to fair do ljudi, ki denarja nimajo, takim pa pač zaplombirajo, zaprejo. Tako da to je moja osebna zamera temu pravilniku ali pa zakonu o teh prekrških. So tudi pri vas zgrajeni avtokampi na črno, sedaj pa v zadnjem času tudi glampingi? Tega pri nas na srečo ni. Imamo kemp v Ukancu, kjer se pač že dolgo časa trudimo, da bi z določenimi inšpekcijskimi službami ugotovili ali pa dosegli pravilno, bom rekel, nastanitev ali pa število dovoljenih obiskovalcev tega kempa, vendar nam vseh teh letih do danes še ni nič uspelo. In kako je z kolesarsko povezavo Bled-Bohinj? Na veliko veselje lahko povem, da gradnja se je začela, mislim, se nadaljuje. Prav pred to galerijo moram reči, da kar pospešeno gradijo ta zid, ki je sprememba gradbenega dovoljenja. Prej je bilo to mišljeno na nosilcih, zdaj je to zid, ki bo kolesarko popeljal mimo te galerije, ravno tako v isti višini, na višini tirov, tako da vidim, da imamo upanje, da bo do naslednjega leta, tam do konca leta to zgrajeno in pa pač dano v promet. In še ena zelo pozitivna stvar, prejeli ste posebno priznanje za vodnjak. Ja, krajevna skupnost Stara Fužina je gradila vodnjak na Kvancu, tako pač rečemo, in vesel sem, da so dobili res to prestižno nagrado in moram reči, da Bohinj je kar velikokrat že dobil nagrade za določene zadeve, dosežke, ki jih imamo z kakšnimi gradnjami, in res me veseli, da so tudi oni za to gradnjo tega vodnjaka, ki je nekdaj bil, sedaj pa je pač umetniško narejen ali pa nakazuje na ta vodnjak, da so prišli tudi do tako prestižne nagrade. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Z župani Zgornje Gorenjske smo se dogovorili, da bomo naslovili pobudo na Ministrstvo za javno upravo in na inšpekcijski svet in predvsem zadevo, da se odpre inšpekcijski postopek, da se ga odpre, posodobi, zaradi tega, da bodo pač lahko postopki tekli učinkoviteje. Želimo si tudi, da se na ta inšpekcijski svet povabi tudi predstavnike lokalnih skupnosti oziroma naše medobčinske inšpekcije in redarstvo, zato da predstavijo našo lokalno problematiko, ki se jo uvrsti na prioritetno listo njihove dejavnosti oziroma njihovega dela. Kje so pravzaprav največje težave? Največje težave so seveda pri gradbeni inšpekciji. Tam postopki tečejo res izjemno počasi in pač to ni v redu, ker informacija v okolju ni ta prava. Naši občani, če delajo po predpisih, običajno ne morejo narediti nič, niti prizidati mogoče garaže ali pa sobe za svoje otroke, medtem ko tisti, ki ne upoštevajo predpisov, objekt zgradijo na črno, ga tudi uporabljajo, preden steče inšpekcijski postopek, je pa verjetno 5 ali pa 10 let mimo. Ali menite, da inšpekcijske službe slabo delujejo?
Jaz ne moram reči, da delujejo slabo, zanesljivo pa niso učinkovite, ker so pač postopki, tako kot sem že povedala, pač zaradi inšpekcijskega samega postopka neučinkoviti. Predlaga kakšne rešitve? To je bil predlog, da bomo na Ministrstvo za javno upravo poslali pobudo za odprtje tega inšpekcijskega postopka, da se ga posodobi, da bo učinkovitejši. Na Vršiču, za prve izkušnje? Moram reči, da je bilo od 13. oktobra 14-dnevno poskusno obratovanje zapornic na cesti na prelazu čez Vršič. Tukaj moram poudariti, da je sistem se izkazal, da deluje učinkovito, izkazalo se pa je, da obiskovalci ne upoštevajo predpisov. In kaos je nastal izključno zaradi tega, ker niso obiskovalci upoštevali predpisov. Naši informatorji ob zapornici in reditelji na vrhu Vršiča so opozarjali, da je parkirišče polno, pa so kljub temu parkirali ob cesti in dobesedno ali pa naredili kaos. In tukaj moram reči, da se mi to ne zdi prav, ker če bi ljudje upoštevali predpise, do tega ne bi smeli priti. A boste mogli polkaj spremeniti ta sistem? Ne vem, spet redarje nazaj postaviti? Jaz mislim, da bomo, to smo že povedali, da bomo tudi v prihajajoči sezoni imeli na vrhu Vršiča še vedno reditelje, ki bodo, bom rekla, skušali vzpostavljati red oziroma opozarjati obiskovalce. Vsekakor si pa želim, da obiskovalci spoštujejo predpise, ker mi želimo biti gostoljubni, ampak vseeno, če predpisov ne bodo upoštevali, mi enostavno reda ne bomo mogli imeti.